Lepo pozdravljeni iz Karlovega trga, natančneje s pogledom na cerkev svetega Karla oziroma Karlskirche, kot pravijo tukajšnji prebivalci oziroma Avstrijci. Gre za res osupljivo cerkev, zgrajeno leta 1715 do leta 1737, ki je bila zgrajena, da bi počastila Karla Boromejskega, svetnika varuha pred kugo. S cerkvijo svetega Karla so se zahvalili Bogu, da je leta 1713 odrešil Dunaj epidemije kuge, ki je terjala več kot 8000 življenj. Karl VI je pripravil natečaj za izbiro arhitekta za gradnjo cerkve, na katerem je zmagal že nekajkrat omenjeni Johann Fischer von Erlach. Ta baročna mojstrovina ima kupolo, stebrišče, klasično arhitekturo, stebre in zanimivo tudi orientalski pridih. No, če še naštejemo nekaj značilnosti tega dela, tukaj v spredju vidite vhod, pa dva stebra, kip Karla Boromejskega, relief angela, kupolo s freskami, znotraj pa je glavni oltar, prižnica, oltarske slike in seveda še marsikaj, kar se je vredno ogledati. Zanimivo je, da je številne zgradbe na Dunaju projektiral prav von Erlach, Gradcev urejeni arhitekt, ki je študiral zanimivo v Rimu in se pozneje preselil na Dunaj. In tako postal neke vrste vodilni predstavnik baročnega sloga, se je zasnoval mnoge cerkve in palače in tudi cerkev svetega Karla, ki jo vidite pred seboj. No in zdaj se vrnimo k realnosti, to pa je realnost. Danes v petek, kot vidite, se je zbrala množica ljudi, ki se bo udeležila tako imenovanega Karlovega večera, in sicer tu na tem prostoru, kjer se že zbirajo navdušenci tega ansambla, ki bo nastopil zvečer in jih zabaval vse tja v noč. Pokončajmo s pogledom na Karlovo cerkev, ki je res nekaj posebnega in se je vredno ogledati. In lep večer oziroma dan še naprej vam želimo iz mesta Dunaj.